Danes grem na team building. Za naslednji teden je izziv, da ste 2 dni brez družbenih omrežij. Treba pozdravljeni v novem vlogletju. There's 104 days of summer vacation. Ta teden je izziv, da pač sem 2 dni brez družbenih omrežij. Zdaj imam nekaj druga za povedati. Danes sem šla v trgovino in zelo še si bi kupila džus. Ampak ne tisti džus, ki ga pač piješ sok, ampak neki bolj fresh pressed food in mi je to zdelo full cute. In noter vsebuje, pazite to, kumarice, špinačo, jabolko, ginger, kaj že temu reče, ingver in pa limono. Je res zeleno, vonj je čuden in pač ful me je strah probat. Ok. Ali mene je tak strah. Če okušaš, to da pač tak piješ, torej brez da bi izdižal skozi os, je ok. Če pa okusiš, pa ni ok. Pred 2-3 dnevi sem se odločila, da več ne bom jedla kontracepcijskih tablet. Zakaj to tu govorim? Ker pač nekomu moram povedati. Zaradi tega, ker ne želim otroka, da ne opomote, ampak se mi zdi, da vsi tisti side effecti, ki pač so pri vsaj mojih pri mojih tabletah zelo pogosti, jih imam jaz ogromno, tistih side effectov. In pač sem se odločila, da bom probala iti dol iz njih in pač, ko to gre čisto iz sistema, torej kakih par tednov, mesecev, bom videla, če bo kaj boljše, se bo pač moje stanje trenutno spremenilo. Da sem šla malo počistiti, pa probati to še spiti. Da, če koga zanima, tukaj vidite, kako izgleda, kupljeno je v Mercatoru. Imam potem še eno jagodo, ti so po mojem lažje piti. In to je ta še drugi. Če čudo zvenim, je to zato, ker sem spet malo spila onega džusa in oh my god. To je tem ta drugi. Grozdje, jabolko, jagoda in pa banana. Bolj ima po dobesedno oni lučki, ko si jo tako bun stisno, pa bila rdeče barve. Tudi okus ima potem. Na to pa je dobro. Dobro jutro, danes je pa eni strani ful cool dan. Zaradi tega, ker grem zdaj trenutno na Laž, glede nekega sodelovanja, ki bo tudi v bistvu tukaj, v bistvu bo izziv en teden brez plastike. Torej, zdaj sem bila v Lašu in je bilo ful fajn. Pač Lara, ne vem, če zdaj gleda to, ampak I love her. In sem šla v Laš, pa so mi pač dali spet paket stvari. In to se bo povezovalo z naslednjim tedenskim izzivom, ki bo kao en teden brez plastike. In zato so mi dali vse stvari, ki pač niso v plastiki, da bom lahko uporabljala. Noter so stvari. Ne vem, kako se temu reče. Ampak to je dejansko razgledljivo vodi, načeloma lahko poješ, če hočeš. Prva stvar, ki je tukaj, je Tea Tree Tonic, ki prej sem imel tonik, ki se šprica. Zdaj pa so mi dali tako malo tabletko. Čakajte. Ki pač se raztopi v vodi in potem si lahko narediš tak neke vrste oni spa, ko si pač sparo, gre v tvoje pore. In potem lahko uporabljaš, daš hladilnik in uporabljaš kot tonik. Potem druga stvar je čistilni balzam brez embalaže. Da vidim, kaj je to. To je to. Ok. To ful diši. Pač večina stvari, ki jih imam zdaj, teh brez embalaže, so tak limona, oziroma tak citrus von. Naslednja stvar je trdi šampon za lase, seveda.
Ja. In tudi ta ima von ingvera in citrusa. Prav zanimala, kako bom to uporabljala. Se bom pač snemala, boste videli, kako to približno deluje. In se že kar veselim. Čakaj. In naslednja stvar so take čistilne blazinice, ki so v bistvu zgleda kot za vat. Mislim, kao vata, sam ni vata, ampak je neki čist drugačen material. In pač potem s tem si lahko pobrišeš dol make-up in ful diši. In naj bi bile za pač nekajkratno uporabo, ampak mi je ena tam rekla, ne Lara, ampak en druga, da uporablja to zdaj že 2 tedna, 2 meseca. Naslednja stvar, ki jo imam, je milo za telo in prosim, pogledajte to. A ni ful cool? Zgleda kot morje. In tudi to ima tak ful svež von. In komaj čakam. Mene je ful gorsko. Pač tako modro, zdaj mi je trenutno v tem času ful všeč modra barva in zgleda kot morje, ki ga letos ne bom videla. Naslednja stvar je žele kopalna kroglica, ki je ta Baby Turtle in pač fora tega je, pač jaz sem bila tak, sploh ne morem verjeti. Pač želvica je in ko se raztopi v vodi, je noter mali žele, ki pač predstavlja problem plastike v morjih in s tem, da želvice umirajo, ko jih pojejo in pač, če to ni ena izmed najbolj briljantnih stvari, ne vem kaj je. Tako da, to komaj čakam, da sprobam in pač posnemam, kako to zgleda. Can't wait. Naslednja stvar je losjon za telo, brez embalaže. Vse je brez embalaže. In zgleda tako, dansko zgleda kot pač pakiranje, pa meča se z mano trenutno. In tudi ta ima zelo svež von po limoni. Imam tu noter še peeling za stopala, kar definitivno bom demonstrirala na kameri, ker sovražim stopala. Zgleda tak, to mi je Lara priporočala. V bistvu vse stvari mi je Lara pomagala zbrati, pa priporočala, da sem tak, kaj tebi všeč? I trust her. To sploh ni v... Jaz sem mislila, da bo to padlo. Naslednja stvar, mislim, da tudi zadnja stvar, če se ne motim, je pa ta deodorant, ki ga bom sprobala. Do tega sem najbolj tak skeptična, ker pač ti naravni deodoranti in te stvari je meni malo strah, da me res zanima, kako to delovalo. Mislim, nima nekega ful vonja, ampak glavno je, da bo delovalo oziroma pač pomagalo, da bomo videli, kako bo to vse odneslo. In pa dobila sem še potem 2 testera, ki pač nista zdaj trenutno zraven za ta izziv, ker je pač tester Ocean Salt Peelinga in pač bi rada probala in zato so mi dali male testerčke, ker trenutno to se ne sklada z naslednjim izzivom. Ampak ja, to je to. To vam pokazala, kako se raztopi, ker pač prosim. Sem imel pol, ko prijem z dela, zdaj grem delat, potem Lukas gre in... Ja, zdaj Lukas gre, potem grem jaz delat in potem prijem domov, bom vlogala in zdaj sem verjetno malo več s kamero pogovarjala, ker sem jaz z meni drugim za pogovarjati. Ta teden še nisem bila brez družbenih omrežij, zaradi tega, ker dejansko je moja služba družbena omrežja. Ne moja, ampak pač od dela Spine in pač nisem bila brez. Ne vem, če bom uspela biti brez, pač rada bi bila, ampak zdaj tudi Lukas šel in pač mi se tako pogovarjamo prek Facebooka, pač Messengera večinoma, teda pač ne vem še, kako bo to šlo, ker mail, vem, da ni družbeno omrežje, ga skos rabim in na Facebooku včasih kaj glede službe mi kdo piše ali pa kaj tajega, ta pač ne vem. Ne vem še, če bo mi uspelo, upam, da je vam uspelo, meni še ni. Mogoče, ko grem zdaj med vikendom domov, ful slavo so tu noter. Sploh se ne bremenim s tem. Koliko je dansko ful vrej serij zdaj spet na Netflixu, pač ogromno jih je prišlo, recimo Glee je prišel gor, Big Bang Theory, ki ga nikoli nisem do konca pogledala, teda komaj čakam. How I Met Your Mother je gor, ne vem, če že bo prej ima več to stane za serij, ki sem jih zdaj opazala, da so pač gori. Pretty Little Liars je prišlo je The Fresh Prince of Bel-Air, tega tudi še nikoli nisem gledala in pa je da je ful fajna serija. In pač dejansko je ful teh starih serij, ki sem že tak pogledala večina, prišlo gor. In dejansko bom zdaj začela po mojem gledati Big Bang Theory, spet se pač nikoli nisem do konca pogledala in zdaj je tu gor.
in ogromno serij, ki sem jih nehala gledati, jih je prišlo na Netflix. Dobro jutro, na četrtek in grem jutri domov k staršem po ful dolgem času, tako me čakam. Danes je prvi dan kljub keseni, pa zdaj hitro sem se tuširala, pa sem upravila tiste izdelke odlaša, ki sem včeraj kazala, ampak pač izziv se začne komaj ponedeljek, ko pridem nazaj iz Maribora, zaradi tega, ker ne bom tega se tja nosila. Ta teden je šitek kao brez družbenih omrežij in včeraj sploh niso delali v Instagram pa Facebook te stvari in bom pa danes probala biti brez njih, bomo videli, kako to gre, tako da sem najem po telefon pa nastavim lock. Torej, družbena omrežja, to so YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, Messenger, Snapchat, Twitter. To so te, ki imam tukaj gor naložene. Te ne bom uporabljala. Mogoče bom samo uporabljala za dela spinov, ker delam za njih in pač to je moja služba, tako da moram biti dosegljiva. Torej bom pač se izpisala iz svojega profila in bom uporabljala sam njihovega, pa še to sam za post in pa pač za odgovoriti. Sicer pa ne bom uporabljala, edino kaj bi uporabljala, kar pač itak ni družbeno omrežje, ampak je Netflix. To bom uporabljala, zaradi tega, ker rabim to. Pa pač maili, pa to, kar itak niso družbeno omrežja, sam toliko, da vam povem, kaj uporabljam in kaj ne. In ja, jutri grem si nohte upraviti, včeraj sem en zlomo, pač en dan prej, pa še to, ker sem vrgla siverijo gor, mi ga dosledno vtrgalo skoraj in me je ful zabolelo in potem si ga sama odlomila. In bomo probali biti brez družbenih omrežij, ura je 10, tako da probali bomo en dan, pa mogoče bom še en dan probala, ko bom doma. Zdaj mi je zvonil pošto in sem dobila neko pošto, nič nisem pričakovala, ampak mi je Oriflame nekaj poslal. Zdaj lahko gremo pogledati, kaj je. Prvo je ta pač katalog zraven, ki ga bom pol pogledala, to jaz najraje delam. Pa so mi poslali nekaj stvari. Nekaj lakov, ki pomeni dan, ker mami, ki pač si tak delam nohte. Tako da so 3 barve, vijolična, roza in nude. Meni je itak nude najbolj všeč, meni se vedno nude najbolj všeč. Očitno je to neka druga linija, tista pač One Color, ki so zdaj... cool! Vijolična barvica. Ne vem se, kdaj bom to uporabila, ker ne nosim tak ful, ampak bom definitivno sprobala. Pa še črna in bela, kar mi je ful fajn, ker nimam dobene barvice in se vsak slučaj, če bi slučajno kdaj rabila za karkoli. Potem pa so mi še poslali ta Power Up Foundation One Color in to pa res ne vem, kako bo delovalo, ker pač jaz sem ful bela, pač ful bela. In je to definitivno pretemno za mene. Potem pa je ta concealer stick, kar je ful cool, to bom pa definitivno po mojem uporabljala, ker je kar okej. Tudi kot mogoče foundation stick. Dobila pa sem še potem šminke, cool, ki so različnih barv. Te rdeče. Ok, to je tista klasična rdeča, ki itak jaz tega nikoli ne nosim, ampak gledaj. Pa vedno ful dišijo. Potem pa kaj še? Potem pa je še ta maskara, ki upam, da ni waterproof. Ne, ni. Ki jo lahko potem sprobam. Potem si bom dala, ker gor sem se odločila. To sem dobila od njih. Zdaj pa si bom šla malo kuhat, ker pol grem delat. Pa moram si prevoze zrihtati za jutri. Čez 1 uro grem delat in ura je 1:30 in ob 10 nekje sem rekla, da ne bom uporabljala družbenih omrežij. Trenutno sem objavila eno video na Dela Spino, eno sliko na Dela Spino, 2 storija na svoj profil, pa en post na svoj profil, zaradi tega, ker sem to mogla narediti zaradi sodelovanj in dobila sem nekaj po pošti in se mi je zdelo pač prijazno, da jaz objavim, če so oni meni poslali. Teda ja, nisem pričakovala, da se to zgodilo, tako da sem že bila na Instagramu, ampak ga nisem uporabljala tako, da bi ne vem kaj delala, pač dejansko sem mogla to narediti, tako da bomo videli, kako se bo do danes večer končalo, če bom še kaj uporabljala, ne. Delam pa ide do 9, teda bom probala ne uporabljati med delom. Sem pa tudi na prvi sezoni 17. delu Big Bang Theory. Hej!
Nekdaj sem zadnje vlogala, mislim, da tako sem šla v Ljubljani. Danes sem že doma v Mariboru, grem na nohte, si grem popraviti. Potem pa grem na nek podcast snemat s Kevinom pa Lukajem, teda ko bo to naredil, bom vam linkala spodaj. Zdaj čakam na nohte, drugače pa dan sem bil res naporen dan, pač po noči nisem nič spala, ker mi je bilo ful slabo in se pač po noči ob 3 zbudila in sem bila v kopalnici tak do 4 oziroma ne do 5, ker pač mi je bilo tako slabo in sem hotela bruhati, ampak nisem potem mogla, pač ful slabo sem počutila. In potem sem jaz že ob 8 prevoze. V Maribor sem se vozila 2 uri, ker je ona gospa tako počasi vozila, dobesedno se zamudila avtobus za sekundo, zaradi tega, ker mimo njega je pelala, pa sem tako mogla moj avtobus, pa je samo mimo pelala, pa je šla obrniti na krožnem in me je kao dala na postaji dol, pa sem tako, zdaj mi tek ne koristi. In potem je moja sestra mogla priti po mene in potem sem šla domov in jedla nisem skoraj nič, ampak se ful slabo počutim, tako ni mi nič za jest. Zdaj sem glavno tu, grem na nohte, nekaj drugega boš mogla povedati. Včeraj sem bila kao brez družbenih omrežij. Sem bila, ampak hkrati pač nisem bila, zaradi tega, ker tako vam pravim, vseeno imam, moje delo je gor in potem moram biti tam dosegljiva, ker moram sproti odgovarjati na sporočila, ker pač to je fora družbenih omrežij, da pač lahko takoj odgovorim strankam. In zmes sem tudi potem pomotoma šla enkrat na svoj profil, ker sem mogla, to sem že rekla, sem mogla objaviti stvari, potem sem pomotoma šla na svoj profil, glavnem, v bistvu nisem zdržala cel dan brez, vseeno sem pa itek na telefonu, teda bi rada enkrat drugič imela prav izziv, da pač bi bila nasplošno brez telefona, to pa moče, ko veš sam na kakve počitnice, kako morje ali kaj tega, da je bila pač brez vsega za en dan. Ura je 10 do, jaz pa imam 15 čez, torej imam še 25 minut, oziroma 28 minut, če smo čisto natančni, da bom še moče šla v Petrol si po nekaj zapit. Tam je gledal, kako se jaz snemam. Da vijo se jaz snemam in me gleda, zakaj se snemam. In zdaj se je celo tak, preden je šel v avto, se je tak malo prepognil. It is what it is. Se pa zdaj sam sebe slika, tako da. Ok, torej sem na nohtah, imam kar, vam bom bolj pokazala, take roze so. Moram prav ugotoviti, kam moram iti, ker sem ne vem, kam moram parkirati, ker pač Lojza jaz pojma nima. Teda, good luck, ne? Let's go! Ok, torej tukaj zaključujem ta tedensko vlogletje, to se je ful narobe čulo. Včeraj sem šla pri Lukeju pa pri Kevinu, kar sem itak vam zdaj pokazala klipe, če ste videli, glavno snemali smo en podcast, ki bo prišel verjetno ven nekje avgusta. Imata ful kulsko pisarno, ful cute imata. Danes sem bila pri fizioterapeutu in mi je še koleno malo popravila, ker mi je malo koleno boli. Ja, pa danes še grem verjetno v kino, tako da to boste vse videli v naslednjem vlogletju. In izziv za naslednji teden, za naslednjo epizodo je biti en teden brez plastike. In začela bom v ponedeljek, danes je sobota, torej sem to 9. približno. Lahko začela v ponedeljek z en teden brez plastike. Upravljam vse izdelke, ki sem jih pokazala prej pri Lush unboxing, pa itak pač recimo grem šla v trgovino. Ne bom uporabljala plastične vreč, kar že itak prej nisem, zdaj bom pač ta teden res čist vse brez plastike. Se vidimo v naslednjem vlogletju in pa fajn se imejte. Adijo!